Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se gremo spet potepat po gozdu. Tokrat nam bo delal družbo polž Mavž. Nekoč, že dolgo je tega, sta daleč v gozdu živela mami Pavž in ati Mavž s svojim sinom. Ker se je bližal rojstni dan njunega fantka, sta mu hotela pripraviti prav posebno presenečenje. Ampak vsakič, ko sta se Pavž in Mavž začela pogovarjati o tem, kam iti na potep, ju je Pavžek poklical. Mami, mami, ati, ati. Nato jima je pokazal, kaj je našel. Vsakič, ko sta se Pavž in Mavž začela pogovarjati, kaj mu bosta podarila, ju je Pavžek poklical. Mami, mami, ati, ati. Nato jima je pripovedoval o vsem, kar mu je prišlo na misel. Vsakič, ko sta se Pavž in Mavž začela pogovarjati, kakšno torto mu bosta spekla, ju je Pavžek poklical. Mami, mami, ati, ati. Nato jima je kazal, kaj je naredil. Ves dan sta ga poslušala, z njim sta se potepala, ogledovala sta si njegove izdelke, zvečer pa so si vsi skupaj pripovedovali pravljice, se smejali in v objemu zaspali. Naslednjega dne, ko so se zbudili, sta Pavž in Mavž ugotovila, da nista svojemu sinčku pripravila nobenega posebnega presenečenja, saj ju je Pavžek vsakič, ko sta se začela pogovarjati, poklical mami, mami, ati, ati. Mali Pavžek je bil presrečen, da je končno prišel njegov rojstni dan. Star je bil že 3 leta in tako velikega se je počutil. Pohitel je k staršem in jih poklical. Mami, mami, ati, ati. Zanimalo ga je, kaj sta mu pripravila. Pavž in Mavž sta ga posedla v naročje, ga objela in se z njim pogovorila. Kaj sta mu povedala? Naučila sta ga skrivnosti, ki jo nekega dne odkrije vsak velik otrok. Zdaj se je tudi Pavžek naučil, da je treba počakati, ko se nekdo pogovarja. Če bo hotel nekaj povedati, bo drugič poklical mami, ati. Nato bo počakal, da prideta k njemu. Ona dva pa mu bosta z roko pomahala, da bo vedel, ali sta ga zares slišala. Tako se bosta lahko dogovorila, kam ga bosta peljala, kaj mu bosta podarila in kakšno torto spekla. Naučila sta ga še nečesa. Velik ne postaneš zato, ker praznuješ rojstni dan. Velik postaneš, ko se naučiš vseh skrivnosti velikih otrok. Kako pa so preživeli rojstni dan? Čudovito, tako kot vsak dan. Bili so skupaj, se pogovarjali, raziskovali, ustvarjali in se smejali. Dan je bil prav poseben. Ne samo zaradi 3. rojstnega dne, ampak zaradi skrivnosti, ki se je naučil mali, veliki Pavžek. Vsaka zgodba nas nauči česa novega. Le pozorno ji moramo prisluhniti. Zdaj pa, malčki moji, oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč.